Skozi vrata na ulici Jakoba Aljaža 4 se je naš tokratni sogovornik Franjo Potočnik od leta 2000 do danes odpravil na najvišji slovenski vrh kar 1053-krat. Danes smo ga obiskali, da vidimo, kaj počne zdaj, ko je ne mahne vsak dan proti Triglavu. Kot on sam pravi, prčkari. In kaj točno s tem misli, mi je obrazložil takole. Prčkarije nekako zajema, da z večjih področju delaš. Jaz sem doma, ko sem staro hišo podiral že pa vse to na nov, pa sem bil zidar, elektrikar, vodovodar, keramičar, če pa rečem tudi pisarije, začel sem malo slikart, pisal sem besedila, pa je tudi malo poezije, tako da jaz temu rečem prčkarijo, vsega pomalam, Vendar Franjo ni imel samo talenta za umetnost, temveč tudi za šport. Težaško delo na kmetiji ga je tako ukrepilo, da je, kot sam rad reče, postal cah. Zatorej ni čudno, da so njegovo vzdržljivost in moč opazili tudi drugi in ga poskušali zvabiti v njihove vrste. In sem dobil povabilo, pa en mi smuče dal brez okovja, en čevlje, še stare Jugoslavije, Kolega si mizarja učil, mi smrekove deske mi palci naredil, tako naprej, Nenamontirane smuče nesel pod Pajsko in v Kotlah smo imeli zvezen trening in meni bi bilo zelo naroden, zdaj pa, ki je bil kolega domačin tle, pa še trije Gorjanci, smo skupaj hodili v Metalurško, smo se poznali, tako da ampak jaz sem bil zapostavljen tam in on so kilometrino nabirali, jaz pa brez tehnike, brez vzga, pa vem, da trener je bil tudi pokojni Žema, dober, in mislil, koga so tega revčka poslali, Po 10 dneh smo imeli pa izbirno tekmo, in v Kotlah ni bilo dosti snega in smo hodili gor po Duršlo. Gor je bilo pa tako, tudi ena kmetija in je bila samo, ravnina je bila samo, kar je bilo njive. Tako je bilo pa vse v bregu, tako ki tle gor pri nas na Dovjem, pri Sedučniku. Smo imeli 12 kilometrov, 2 kilometra je bil krog in to se je vse videlo. In jaz sem bil čist sabrveznik, po domač povedan. Tudi nisem vedel, da se na pol minute štarta, pa koliko lahko pretečeš. In sem dobro šel, v breg sem šel, močen sem bil, smuč sem se hit navadil, tekaškah, da sem pelil, sem znal smučati. Ravnine bo pa za mojo srečo tako malo, tehnike nisem in krog za krogom in nazadnje sem bil celo ta 5-16 je bilo pa izbranih za reprezentanco. Zaradi obveznosti na kmetiji in v službi se Franjo ni mogel posvetiti športni karieri, zato je raje ustvarjal. V njegovi zbirki je polno slik, umetniških instalacij, poslikanih predmetov in še bi lahko naštevala. Posebej zanimiva je zgodba o instalaciji, ki je pravzaprav okostje nekdaj živečega bitja. To je en tak spomin, tole in je 8 največ 10, ampak se mi zdi, da je 8 let, je na Rožc medved prišel in je kravo. Jaz sem hotel tu gledati, kaj je to bilo točno, ker lovec je bil pastir gor in je takoj prežo naredil, da bo hodil medved kravo in to je bila v strmin in jaz sem tisto kravo povonil. Sem gledal, če so ptičko, ker pridejo. Povonil, da sem in je krava, bi rekel, da leži, da je normalna krava, če ne bila v bregu dol, da je imela glavo dol. Čist cela, napihnjena, kjer je začela razpadati in tist plin, se je lepo zgledal, nič. In zdaj sem hodil in je 2-3 meni sem šel gor, pa je pa padel sneg. Na jesen je 30 cm, enkrat pridem gor, pa nič več ni bilo. Sem pa kaj malo kože, pa kosti. In sem te kosti vzel, kar tako nič, da bi vedel, kaj bo. Pa sem pa naredil takole notri špindel, da sem jih zašravbil skupaj, pa takole
in od spodaj sem še tam hieroglife napisal in to tako, kot en star spomenik, tam južnoameriške, bi rekel, zgodovine, a ne, gori pa jajc, kar počelo življenje. Leta 2000 pa si je Franjo zadal poseben cilj, ugotoviti, kaj ga v tistem trenutku najbolj veseli. In to ni bila lahka naloga, saj je Franjo mož mnogoterih talentov. Za 65-letnico mi pa čistko na misel prišlo, da bi vzel dopust in čen let čist samo zase, a ne. Takrat sem se še malo ukvarjal s fotografijo, malo sem pisal, a ne, ampak sem rekel, se pa temu malo posvetil malo več, a ne. Pa se nič nisem toliko mogel odločiti, pa sem pa sam pri sebi nekako, koga pa če bi zdajle na Triglav začel hoditi malo večkrat, a ne, pri 65 letih, in smo imeli 2 psa, ne, pa sem pa računal, da bila ena številka okrogla, pa se ni stekala, ne. Pa sem pa enostavno rekel, 200 kad na Triglav, a ne. Prvega ob en ponoč sem pa štartal z Radovne. Zelo hitro smo se bližali, pa sem pa jaz rekel, a ne, kolegu tlej zaljaže ulice, a ne. In da bi še naprej, ampak v eno humanitarno akcijo, da bi to zadeva stekla, ne. Seveda pa je pa kolega je takrat še v bolnici delal, pa s kirurgom, a ne, doktor Andolškom, sta bila kolega, ki tudi sam navdušen planinec, a ne. Smo nekako stopili v akcijo, a ne. In smo pol, takrat je še v moji strani deloval ta podjetje, ki so tudi delali en čas vozičke, a ne, invalidske, tako da so nam on podarili en voziček in en voziček so kupili tukajšnje del, ki so imeli kamione, prevozniki, pa tako naprej, a ne, da smo agitirali okoli, pol so meni tudi uredili, da sem na samih pohodah lahko zbiral denar, tako da si nabral kar precej denarja, ne, meni se zdi, da je bilo 5 vozičkov, pa še pa 2 tiste mize in prevozne, in to lahko tudi operacijo gor narediti. Na vprašanje, ali so bili planinci radodarni in so z veseljem primaknili kakšen tolar, ki skupičku odgovori, da zelo radi. A da se je zgodilo tudi, da je eden prišel s Planike gor, ne, pa jaz sem se predstavil, a ne, zmeraj sem dovoljenje s sabo in vsega sem upisal, a ne, noter. Razen, če so bili za društvo, da je bilo, a ne, da ni bilo posamezno, so rekli kar na društvo, a ne. In ja, sem pozabil, sem dol, ne pozabil, sem pustil dol v koč, pa ne, in sem videl, da ima tlele tiste malo pašek, da nimam dokumentov s sabo, pa nič. Seveda, pa jaz sem bil zelo tak hiter, ne. Grem 200 metrov naprej, sem ene lovil, a ne, je bila grupa, pa sem se tudi predstavil, pa so začeli kasirati, pa je pa on prišel, a ne, ki sem se tiste odposlal za mano in rekel, jaz bi tudi dal. Mislim, bi bil vsaj tih se pa usmešil, a ne. V času humanitarne akcije je Franjo spoznal mnogo somišljenikov, zato so ustanovili neformalno združenje Društvo prijateljev Triglava. Se to je bilo s tem namenom in društvo je še zmeraj, a ne, konec marca smo imeli to občin zbor, sicer, ne vem, članov je bilo, zdaj ne vem koliko jih je, ampak bilo jih je 21, ampak 17 je bilo takih delovnih, a ne. In mi smo imeli parkrat čistilne akcije, ne, pa tudi zdaj, zraven, tudi kaj vem, tudi kaj smo popravili, a ne, tudi smo bili podstavk stol, pa smo mi, a ne, ga je bilo treba obzidati, to si rušil kamne stran, kot zajle popravili, pa pomagali, tudi gor smo, kaj vem, pa ki bila kapelca, mi smo dostikrat prebelili not, streha, ki je začela zamakati, veliko takih zadev. Ozaveščenost ljudi, ki zahajajo v gore, se je tudi po zaslugi akcij Gorske reševalne službe in policije izboljšala. Slabo opremljenih planincev na tikačih na vzponih tako ne srečuje več. Veliko se je spremenilo, naprimer, kaj vem, če rečem, zadnjih 10 let, naprimer, glede tujcev, a ne. Odnosa, namreč, kaj vem, zdaj je štandard toliko narasel, prej so bili pa naprimer Čeh, Polak, Madžar,
To je bilo, rekel, on so za sabo puščali. Skrivaj so še zmeraj šotore postavljali hitro čez noč, pa zgodaj zjutraj podarali pa to. In za njim so ostali poj, tiste zadevšne, piksne, ne, tako, nek so bile še flaše, ne, zdaj to pločevinke je vse en malo drugače. In tudi ni bilo, mislim, za samo kočo ni bilo prihodka. On so to vse sabo prinesli, konzerve in enkrat se spomnim, ki je rekel, meni se zdi, da je bil 10 let, tega 11 let, meni se zdi, bil gor oskrbnik, ki je rekel, snot se pa čudež naredil. Je rekel, sem rekel, koga je pa bilo, je rekel, 2 sta prišla na večerjo. Ne. Dotaknila sva se tudi razvoja Mojstrane in njene usode, če bi se tukaj razvila industrija in ne turizem. Tle bi bilo škoda, da bi bila industrija. Mislim, ker imamo pa le toliko lepot, ne. Vse je že bilo dosti Jesenice tist, pa to je bilo že tega preveč. Ne. Jaz se spomnim, ko sem šel na Vrtaško, vem, takole pozim dostikrat, do Martuljka je prišel tist, prav kakor rdečkasta megla, ne, toliko prahu je bilo, ampak takole nisi videl, ko si bil, ne. Sem pa gor gledal z vrha tist čist zrak, ki je bil, ne, si pa prav videl in to si raztezal in to, če bi bilo še tlele, to bi bilo pogubno. Sam razvoj kraja si nekako umiril. Franjo ima tukaj v mislih predvsem obdobje po drugi svetovni vojni, ko se je razvoj kraja na podlagi perspektivnega načrta razvoja turizma v dolini zaustavil. Najbolj nazorno situacijo opiše citat iz dopisa, ki ga je Svet za turizem in gostinstvo pri občinskem ljudskem odboru Jesenice poslal turističnemu društvu Dovje Mojstrana. Mojstrana se razvija v predmestje Jesenic, kar ima za posledico, da se njen turistični pomen v Zgornjesavski dolini zmanjšuje. Zato se ne predvideva gradnja posebnih turističnih objektov. Ta dokument je na razvoj Mojstrane kot turističnega kraja še dolgo vplival. Zato je Franjo mnenja, da po mojem bo kar en lep čas trajal, da se bo ta turizem nekako dvignil. To je samo od dobre volje posameznikov, ki garajo na tem področju. Hitrega razvoja pa ne bo. Hiter način življenja je vplival tudi na odnos do gorništva. Vse se spreminja, mislim, sam način. Naprimer, včasih so šli v hribe, pa je to 2 dni trajalo, ne. Zdaj pa to na brzaka rečemo, ne. Vsak pride z avtomobilom, kondicijsko so vsi več ali manj dobro pripravljeni, ne. In to zaprav, kaj vem, dobrega pol dneva pa gre, ne. Mislim, včasih je bilo noter, tam, ki zdaj skladiše imajo, tam so bile skupna ležišča, to je bilo družina, to je bilo smeha, to se ni nič spava, ne. Zdaj, vsak z avtom pride, če sploh prispija. Franjo, povejte mi, kateri letni čas vam je najljubši in zakaj? Meni jesen, oktobra, poj. Prvič, ni ljudi, ni ljudi, žival pride, žival ima tudi mir. Takole, jaz sem že zajahal gamsa, ampak sem mislil, da je mrtev. To je najlepši spomin. Pa jaz grem, to je bilo pa fajn konc oktobra, meni se zdi bilo, pa vidim takole, to je bilo, ko se že obrneš na vrh, na 1200 metrov, pa v krmo dola, ne. In pa vidim gamsa takole na stez. Pa jaz grem takole okrog njega, od spred pogledam, kje ima pa glavo, pa grem od zad, ne. Čist je bil tako. Pa sem rekel, zdaj ga bom pa z nogo takole v hrbet, da ga zasukal, da ga videl po rogeh, je bolj mlad, stari. Takrat pa ga skočil lušt. Pa aparat sem imel v ruksaku, ga sliko tega posnetka, nobeni mu je ga zajahal takole, ker ni mogel stati, ki je bil od spota, takole. Je tako šel gor, pod Drašk vrh gor v plas, mislim, ampak gams mir je bil,
toplo je bilo in to sem jih že večkrat videl. Enkrat mi je en kozorog, takle kamen mi spustil dol in jaz sem bil že tako, kakor menega, pa zaslišen kamen, tuk, se je valo, ampak je bil ploščat gaj. Jaz sem rekel, ki takole skala gor, sem rekel, si ni nič počela, ne? Pa pogledam nazaj, ga pa vidim, stoji takole gor. Pa sem šel pa drug dan pogledat gor in policijskega kamna tokle vzemel, pa malo na vrh in ga izkobil. Pa sem pa enemu lovcu povedal, je rekel, to če si ti kakor na njegovem ozemlju, da je star, da je prav kakor jezen, ne? Mislim, doživiš veliko stvari, če si sama, ne? Zato jaz tudi nisem prej hodil nad spalcem, prav zaradi žalije, ne, pa po noč to vide stvari, če greš pa ti s palcem, pa poka to požava, ne. Če sta pa dva, pa sem pa kaj debat ali pa če jih je več in se umakne, ne. Tako če pa sami pa doživiš čudovite stvari, ne. Vse povedano Franju služi kot inspiracija za nove pesmi. Riskim pisem vrgore, oznanilo je za vse. Če po men se boš ravnal, bo še dolgo grčav stal.